Lepo pozdravljeni! Z vami je 25. videofronta, ki je v celoti posvečena dokumentarnemu filmu Mesto mladih 2009, ki sta ga ustvarila Jaka Čurlič in David Verlič. V naslednjih 40 minutah boste bolje spoznali nastopajoče in si ogledali njihove nastope. Pa muzika, pa vse to je super, kaj če si tako mlad, tako mladost, ko smo imeli, mi se itak ne bomo kaj sekirali. Mi smo lih živeli do tega preloma socializma, nekako ta lepše. Edino moja mladost je bila rečemo malo problem, ker takrat se je lih vojna začela, ker sem imel 18 let in to je bilo malo problem. Jugoslavija se je razpala in smo bili prikrajšeni za en del tega. In v lih vmes pa ni bilo nič, koncertov se ni dogajalo, od 91 do 94 ni bilo nič. Pa zaradi tega smo tudi začeli organizirati koncerte in band naredili vse, kaj zaradi praznine, ko je zavladala. Hvala Mesto mladih! Tle itak nemam pripomp nad sploh primorsko publiko na splošno, ker se mi zdi, da tudi Ana Popedan smo nekako najširši krog poslušalcev imamo na Primorskih in en izmed teh centrov je sigurno Nova Gorica z okolico. Ti moraš hrepeneti za mano in moraš razumeti vse moje stvari. Ti moraš pomisliti name, sramežljivost je krasen, človek z njo se rodi, vidi dole. Mesto mladih je okej, tu je ena prireditev, ko zmajima mlade v Postojni, če primerjamo, ne vem, poleti ali pa ki neki klub da neki denarja in tu je klub itak od davkoplačevalcev, itak od študentov denar, ki so ga zaslužili preko servisa. In z tega se napaja, to pomeni, da študenti bi mogli vsa denar za to porabiti. Ne za izlete pa neki posamezniki, ki si plačavajo pa funkcionarji politični. To je vse neka politika, tudi tu zad, pač sam z manjšimi denarji. Življenje je beda, odkar sem zakrivil zločin. Torej, dragi študentje, drage študentke, člani kluba Goriških študentov, dragi predsednik, mi smo zelo veseli, ne glede na to, da bo mogoče kdo rekel, da ste malo glasniki, da vendarle organizirate zabavo, ki je samo vaša. Ker če dajo denar za neke prireditve, tu je pa za ljudi. In društva so pa smerno, tudi če je društvo študentov, je za delovanje mladine boljše in tudi za drugih ljudi. Če ti ponudiš neki koncert, lahko pridejo stari, mladi in vsi. Pač tudi ti nekaj daš kot študent, nekaj daš. Tako sem jaz razmišljal, ko sem bil študent. In smo vsa denar provali preusmeriti čim več v koncerte, v neko dogajanje v lokalni sceni, ne da se peljemo v Grčijo, pa se tam pačemo. Tu je meni Dio, tu je neka ameriška fora, ki je prišla k nam, Dominik Černjak, fucking shit. Med nastopajočimi ima posebno mesto Mina, pevka skupine Melodrom, ki je na odkrit način spregovorila o svoji mladosti in spominih na prvi novogoriški koncert.
kakšni so spomini? Dobri, no. Nisem pa en od onih ljudi, ki bi še enkrat bila rada 16 ali pa kaj takega. Super, ampak si tudi vesel, da je to zdaj za tabo. No. Mislim, saj jaz sem zelo človek sedanjega časa. No. Zabavni, res. To, kaj enkrat mine neki let, ti ni več nerodno, ampak je samo še smešno med nami. No. Mislim, zdaj smo četrtič tukaj, vsakeč je bilo drugače. Zdaj drugič v Mostovni je pa res, da smo, razen zdaj se je ponovila Mostovna, preigrali na 3 različnih koncih. Moram reči, da so bili zelo različni koncerti. Vsak po svoje zanimivo, no, res tisti v klubu Novogoriških študentov je bil, jih prej sva, koliko 6 let nazaj, sigurno je bil začetniški iz naše strani in v bistvu za Novogoričane, mislim, verjetno dvomim. Jaz prvič slišim, da se nekdo tega spomni, hvala, ali pa ne. Zunanji pogled je v bistvu ta pogled, ki sem ga imela danes iz odra. Težko rečem, kakšna je scena, ker pač gledaš v publiko. Kakor pa publika dela sceno, pa očitno je scena. Dobro pripravljeno, danes recimo super ekipa. Super bendi, v bistvu se mi zdi zelo dobro, no, da nekdo se potrudi narediti nek tak izbor, kot so ga oni iz bendov bivše Juge, v bistvu, no, manj uveljavljenih, ki jih večina se mi zdi ali sploh ne pozna ali pa slabo poznano in se mi zdi fajn, da se pač v okviru nekega festivala jih pripelje več pokazati, ker posamično verjetno ne bi bili toliko opaženi. No. Vam zdi Nova Gorica res mesto mladih, kot nekateri rečejo? Pa ja, zakaj ne? Vsako mesto mladih. Skupina Zirkus se je lani na Mesto mladih goriški publiki predstavila prvič. Njihov nastop je vseboval alternativno plesno točko in avantgardno vizualizacijo. Vedno sem imel neko željo imeti nek band, pa nekaj narediti, nekaj vni sebe. Kar mi danes, meni osebno, kakor to je. Želja po igranju glasbe je zorela meni več kot 15 let približno. Pri 28 pa je postala tako močna, da sem jih klonil in sem kupil bobne in začel igrati v bendu. Danes so bili tule sicer prvič, ampak zaenkrat bom iskreno povedal, da pač nekako se mi zdi zdržano bolj, kot pa pričakoval sem sicer bolj to punk rockersko sceno, bolj tisto DIY, kao do it yourself, in your face varianta. Ampak zdaj se mi pa zdi, kakor sem danes videl, se mi zdi malo bolj taka varianta, bolj umirjena.
da je lahko vsako mesto veselo, da ima ponujen tak projekt, toliko stvari in upam, da se bo tudi pri nas na Koroškem kaj takega daj pojavilo. Hvala Bogu, da se nekje to v Sloveniji dogaja in da ni to, kako bi rekel, ni to vsakmo mesto. Mislim, da to, kar je v Novi Gorici, mislim, da je nekaj bolj unikatnega. Marko Brecelj je vedno brez dlake na jeziku. Tudi tokrat se ni izneveril in je povedal, kar mu leži na duši. V večernih urah pa je še zapel. Šel je v 3 visoki stol, na njem sedi, med komolcema je glava se uči. 20 let že na svetu zraven 102 dneva, fanci benka na kitar. Do strukturnih skladov, se pravi do sredstev iz strukturnih skladov, je Urad za mladino pripustil zgolj javne zavode. In zdaj hočem videti, da se bo glave kotalile. Jaz sem revanšist in bom tako dolgo bomo točnarili, dokler se ne bojo zakotalile tiste glave stran iz Urada za mladino, ki so skuhale to, da nevladni sektor, se pravi tisti, ki nimamo ne strankarskih stricev, ne denarnih mogočev za sabo, nevladni sektor je deprivilegiran na račun tistih, ki imajo lepo plačice, ki imajo lepo vse zrihtano, ker so to javni zavodi in zdaj se dogaja tudi to, da rastejo kot gobe, po dežju rastejo javni zavodi, kaj ne? Zaradi tega, da bojo lahko kandidirali za sredstvo iz strukturnih skladov. Zdaj sem zvedel, da so nam tu pokradli, ne da bi kradli, so mi pokradli idejo, ki mi smo hoteli priti z temi nalepkami in podariti policiji pač to za dan upora, da jim lepo oblepimo eno marico z kljukastimi križi, prepovedan kljukasti križ, s tem, enotno, estetika, To smo hoteli narediti in hoteli smo videti, kaj bojo policaji rekli. Seksi disko, petak, to, seksi hitrostišča, to, drsanje z rameni, to, trkanje s koleni. Sedaj pa se selimo na Mostovno, kjer so člani goriške skupine Volivo povedali svoje o lokalni glasbeni sceni. Kakšno boste mnenje o goriški glasbeni sceni? Goriška glasbena scena je dobra, samo bi jih morali še malo bolj podpirati. Tisti, ki jo razvivajo, so bolj slabi. Ja, to je bolj kritično mnenje. Ne v redi, bendo je ful, Bendo je ravno dobrih, samo ni. Mi lahko naredili ravno sceno tako, da bi lahko bolela glava, samo to še koja, vsi smo malo lijeni. Kaj pa goriška publika, kakšno se vam zdaj zadovoljni? Goriška publika nas danes ful presenetila. Pravali so malo bolj mrtvi, ob taki uri, ko smo igrali, ne bi smeli še tako dejati.
nekaj se dogaja. Ja, nekaj smo imeli 15 let nazaj, ki smo imeli prvo mesto mladih. Se začelo nekaj vsaj dogajati, en teden, da se nekaj dogajalo, kopno, to bilo super. Se vam zdi Nova Gorica res mesto mladih, kot pravijo? Ta teden naj bi bilo, ne, če ne, ja, je bolj deli, ne. Veš, kje je Nova Gorica? Jaz sem izumil oni dan v petek, sem smo videl nov izraz, baring, ja. Še tujka, razumeš, zato. Ljudje hodi v baro, sem gledal, da ne stoč pododar na koncert, ki hrajo. Tirana po pedalno, razumeš, šopa, bejko, 3 pizda matena, v vsaki najmanjši vasi, bi se 8 ljudi vrtelo od spodaj, po Gorici, tako da. Ujme, ki so najbolj našopani, ostali 10 metrov od zadnje. Preveč fancy. Kako se pa vi spomnite vaših prvih začetkov z bendom? O naših začetkov bolj težko spomnimo. Se je vratilo zadeto vzdušje. Ali se zdi Nova Gorica res mesto mladih? Ja, se mi zdi. Na lanskem mestu mladih so skupine nastopile tudi v Borovem Gozdičku. Poglejmo si, kako so se odrezali Fovčevi. Ja, muzika je bila močno v igri zmeraj, ne odkar pomnim. Drugače, dosti igrali na Vipavi in se radi družili in lepo imeli, živeli z naravo, tako prav res neko prijetno otroštvo, jih ne vidim več takih, nekaj preveč ratala zadeva, tako povezana z nekim internetom in umetnimi zadevami. Dokaj naravno in lepo otroštvo, res prijetni spomini. Kaj ne rečem, za Gorico je v redu, da se vsaj nekaj dogaja, no, mislim, da ni nekega mrtvila, zato ker mislim, da manjka neka kontinuiteta ali subkultura ali sploh nekega preživljanja časa za mlade pa za vse generacije. Tu popestri vabi generacije od mojih, mlajših in še starejših. Konec koncev so to ena redkih priložnosti, da bendi nastopajo nekje v naravi, zunaj in da se jih vidi in da je prosto vstop in da se malo pretaka energija, da se ljudje malo podružijo, kaj pogovorijo ob dobri muziki in da so še kakšne delavnice in da pač da folk, mladi in kdorkoli, da da iz sebe ven to, kar nosi v sebi neko sporočilo in da je predvsem druženje, ne, da se ne tiščijo ljudje toliko po hiši, da prijo ven in to je to, no.
vaši spomini na najstniška leta, kaj ste takrat najraje počeli? So kar prijetni. Neč muziko smo poslušali, šponali muziko in to je bilo v glavnem tako je največji spomin, kar je v od najstniških let. Pravijo, da je Nova Gorica mesto mladih, se strinjate s tem? Ne. Zakaj ne? Ne vem, če se zapelješ za vikend, ne vem, nedeljo popoldne po Gorici, ko ni srednješolcev, mladih bolj malo vidiš, ne. Nimajo kam se ložiti. Lokalna skupina Ibunge ima posebno mesto na goriški glasbeni sceni. Njihovi nastopi so vedno bili nekaj posebnega in pevec Klavdi že od nekdaj slovi kot direkten sogovornik. Na plesi so zmeraj težav, čez netrbo peljo na motorini. Madonna. Ja, Ben, tisti, krat smo najbrž, vsaj jaz, kakor najbrž njih 83% drugih igrali futbal, najrajši, in poslušali muziko, normalno, in potiho upali, da bomo enkrat kaj vem, Rolling Stones in tu veš, sanjaš malo, zraven kakšna kitara in tu se začneš učiti in ta stvari in potiho si upaš Madonna, da bi bil jaz enkrat na taki modri, in publika pod mano in ta stvari. Mislim, da se tudi tista najstniška, glasba, šport, dobro, kakšna ženska tudi, ni res, da nismo radi poladni kakšna fajn pupe. Bog pomaj, tako mora biti, tako bo zmeraj po moje. Bilo je precej neresno, tako prav z eno željo, da zaigramo ena, dvakrat, trikrat, da bi zaigrali, da preigramo par komadov, da se pojavimo malo, pač na sceni, mogoče tam renčačejo kuli, in mislim, da je začelo strašno neresno, jaz bi temu rekel tako nekako utopična Ibunga, in tisti krat najbolj smo imeli še tu nesrečo, da smo vaje imeli nad kletjo od enega prijatelja, ki zdaj ni več z nami, in tako da smo še misliti, kaj je bilo. Bilo je precej neresno. Ko pride k meni rečem, ni zakaže, vina in prosciutto usta si namaše. Ko vprašam Franci, kako je kaj drugače, potarna, da so slabe, menedžerske plače. Tako je največji rasista, in je pata, se vira vmes. Se mi zdi strašno fajn, kako vključujete recimo to, da pač zadnji večer imate bolj poznana benda in prej pač taka benda, ki se hoče uveljaviti in tako, to se mi zdi strašno fajn, tako da je za vsega nekaj, da ne govorim pole še druge stvari, ki imate, mislim, da je vse pozitivno, moram reči, in kar tako naprej.
reči, ne upamo, ne? Zgleda, da ja. Zgleda, ja, veš zakaj? Stukaj, kada riješ čez prehod za pisca, ne raviraš pred, pazi, ne vem, če si videl tu, gori zelena luč, zelen pis, ne? In že, ko prideš šele na polovico, začne že rusa. Vsaj bilo je tako, no, zdaj ne vem, če je, vem, da. In tako da res moraš biti mlad, če češ pred čez prehod za pisca, bo držalo, je mesto mladih. Porabil sem dosti lastne energije. Vibrator je pokuril vse baterije. Ma ne oslinim zdaj še prsta dva. Ansarjovem na vas glas, da si sfantastičnija! Prsture. Marsikdo je mnenja, da Nijeti niso več tisto, kar so nekoč bili. Toda njihovi komadi so večni. Jaka se je pogovarjal z ustanoviteljem skupine. Rad sem imel muziko, saj to je bistvo vsega, nič posebenega, sam da ni bilo obveznosti, to mi je bilo bistvo. Sem začel tuliti z enim sošolcem z osnovne šole v garaži, sva razbijala na ene, ne vem, rene, pa činele, neke bobne, nič posebenega. Prepevala te razne hite. Podpiram vse te variante, ker dejansko mularija rab sprostitev od vsega, kar se dogaja, tako da super je, to mora biti. Sam je ostal in bližnja je znam, manjšine strah. Pa ja, dobro, se jaz v Gorici sem bil že leta in leta nazaj, ne. Kaj pa vem, no, mislim, da bi na to odgovoril konkretno, bi mogel biti več tle prisoten v tem okolju. Verjeten pa je res mlado, ne, dosti mlado mesto, ne. V primerjavi z uno stranjo, dobro, zdaj ni več tega ta strana, ne, ampak tam je verjeten več starejših, ne. Pa tako ni
dane bili prevečni za smrt. Pod zatvorim dane bili prevečni za smrt. Pod zatvorim dane bili prevečni za smrt. Na zaključnem večeru Mesta mladih je nastopil tudi alter trash band Lollobrigida, ki je na dvorišču Mostovne poskrbel za euforično vzdušje. V zaodrju je energično spregovorila pevka skupine. Ja mislim da sam ja u tineđerskim godinama bila pravi ono što se danas zove emo koraž. Znači ja sam bila emo još davno prije emo, znači u kroničnoj depresiji, muzička škola, klasična škola, francuski, ritmika, balet, vjeronauk, bez vremena za druženje, bez ono henganja sa prijateljem, bila sam totalni nerd. Gej je stvarno okej, kažu gej je okej, ali što mi to sad znači, čekam muziki. To je bilo pre nekih 6-7 godina vrijem, full davno. Ja sam bez veze počela nešto doma na sintiću sklapat neke melodice, to ono jednu na drugu slagat gore. I to sam bez veze davala svojim frendovima, onako pržila i slala. I onda tada moj naravno gay friend skužio da je to njemu totalno super i da bi ja to kao izvela uživo na njegovom rođendanu. Znaš, lagala bi ti, teško mi je reći. Sad jedan dojam koji imamo da su nas fino nahranili, ugostili. Imate jedan super običaj u Sloveniji koji mi Hrvati nemamo, Srbi još manje, da čim dođe da te čeka ovo. Banana, ananas, doduše nemam pojma kako rezati taj ananas i s čim. To je vjerojatno ostane jednom kupu u jednu godinu, onda 4 godine vrter, niko to vjerojatno ne otvori. Voće, banane, jabuke, to mi se totalno svidlo. I cugica, i pizza, i baš su nas za sad fino ugostili. I super mi je ovaj band koji svira, koji ne mogu pogledati jer moram raditi intervju s vama. Tako da vjerujem da je dobro. Samo sam prošla malo kroz publiku da sve majice tamo slagat. I ništa, neki simple ljudi, onako sve friki nešto obučeni, to mi je cool. Pa sad ćemo vidjeti onak, nas budu gađali, onda će biti manje cool, a ako nam budu pljeskali, onda će nam biti najcoolji nas u svemiru. Baci sada kamen si nogi na tebe, baci
In prišli smo do konca predstavitve dokumentarnega filma Mesta mladih 2009, ki sta ga ustvarila David in Jaka. Oglejmo si še disciplino kičme in delček govora Darinke Kozinc. Uživajte! No, in sem bila tudi resnično vesela, ker se je KGŠ letos odzval, da smo v okviru enega mednarodnega seminarja povezali tako žur kot znanost. In jaz upam, da bo to naprej raslo in se razvijalo in nekako dajalo kvaliteto temu našemu mestu. Kajti vi ste tisti stebr, ki smo mu danes zaupali sicer ključ od oblasti, ki seveda predstavlja prihodnost tega mesta. Vi ste tisti, ki boste gradili to mesto naprej.